Midva so skoraj prispela, to je drugač turška obala. Tale otok pred nama je turški, recimo tale tukaj je pa grški, ne da grejo pa na ta naravnost otok, ki je obluden grški, da se tudi prijaviti tam, ampak se verjetno ne bova sploh. V glavno imava še, ne vem, slabo urco do tam. V glavno zgremo tle med otoki, not pa med enimi plitvinami je en port in tam se bova probala vezati. Prespati. Jutri bo pa potem cel dan tle na otoku, vsaj tak je plan. Potem pa proti popoldne, proti večeru pa izplujeva in jadrava celo noč. Nekje 60 mil do Rodosa. Zakaj se nama malo mudi? Zakaj bo začel potem spet pihati močan kontraveter in ne bi rada spet v kontraveter plula. Je pa res, da bo pa danes po noči začel močan veter, ki bi šel zdaj z nama v tej smeri, ampak ne zato. Tako da en dan bova tukaj, potem pa bova izkoristila. Bo do 40 vozilo sunki, tako da bova šla lepo z vetrom, tako da bom po moje hitro na Rodosu tam zasidrava, potem pa bova šla naprej po teh manjših otokih naprej. Se nama več ne mudi. Krat se pa že tle vidi jadrnice, tamle je ena, tam je ena, tam je prej ena jadrala, tako da smo že v malo bolj obludenem delu Sredozemlja, da se ful veselim, mi je ful fajn, res. Da se počutim pa že, kot da sem doma. Takole, prispela sva, ful hribi, borovčki, kot doma. Sem tale moral najdeti nekje polno nekih plitvinc, da prideva še varno čez. Ravno prav so prišla sonce še gor, tako da se še vidi. Tale za mano je eno opazovalnico, naj jo en z daljnogledom opazuje, ampak sem ignoriral. So se že pripravila, vrvi, pa bojo, da se bova nazaj vezala, če se bo dalo tam v mestu. Bomo pa videla naprej, kako bo. V glavno zgleda ful dobro. Bo pa treba se malo obleči, me že zebe. Zdaj bomo pa tukaj nekje sidre spustila in se nazaj vezala, nazaj na pomol, na obalo. Nam je gospod pomagal privezati, so se privezala zdaj tale nazaj. Tale sem en bokobran dal, da se ne bo slučajno tale naslonila. Tudi katamaran je not prišel, več pa to je zdaj, tle se sidra tako veže, no, da vržeš svoje sidro in potem spuščaš nazaj. Na srečo imam ta Wi-Fi daljinc, tako da ne rabim noben tle od spredi biti. Zdaj bom pa samo malo naštelala in sva, kako se že reče, welcome in Greece. Kalimera. Kaj, ne vem. Vem, da je kalimera, kalinihta, kalispera. Bo se naučila nekaj beseče. Evo me, da sem našla danes čisto pravo bakery, tako da smo nekaj kupila. V glavnem zdaj grejo tam gor na vrh hriba in smo zdaj kupila nekaj za zjutraj za jesti. Ljudje niso imela nič kruha, tle v ta konc gremo. Dokler ni zdaj še vroče, greva na vrh hriba, se vrneva nazaj, odveževa, pa greva na tle en majhen toček, ki je čist majčken, mogoče par 100 metrov dolg, je en zaliv, tam bova sidrala, delala vodo, potem pa bova zvečer štartarala proti Rodosu, tako da jutri zjutraj bova na Rodosu, potem pa naprej. Smo potem, kako je že to mesto? Castelliloso. Nekaj tazga. Ja, zdaj prijavljala se ne bova,
tako da bova tole naredila kar malo, pa greva izsmetali od zadaj drona. Upam, da bom lahko poletel. Če pa tako mirno, tiho mesto. Zdaj bom mogel pa počasi telefon ven vzeti, da pogledam na mapo, kje se pride. Drugače se poimenuje 400 stopnic, je do vrha. Kaj, si najdla? Tako da greva gor. Kakšne barve. Kakšno je to? Dobro? Dobro. Kaj je to listno? Tudi listno neki, ne? Ja, pa... Ja, custard. Ne vem, kako se to... Ok, pojmo tle gor pogledat. Tukaj se začne najin spon. Evo, tukaj je stopnica 1. Zdaj pa naprej. Imenuje se pa 400. 400 stopnic je do vrha. Videla. Po mojem ne more biti neko spon, glede na to, da ni spet ne tako visoko, je na 100 metrov, če se bo dvignila. Taka, evo, betonirana potka, počasi gre šlo po gor, kakšna stopnica. Ni prehudo, ni tako kot na Tajskem, koliko že 2000, 1300 koliko stopnic, ko je bilo. Tam sem rabila veliko posamezno. Tam je bilo pa res tako gor. Stopnice visoke do 40-30 centi. Tam je bilo kriza, tle pa ne bo. Evo, tle se že dol vidi. Timi Jambor, v bistvu svoja edina jadrnica tukaj. Katamaran je že zgleda zgodaj zjutraj šel, tako da jih zjutraj ob 6 ni bilo več. Počasi se dvigava, tudi jaz sem že zadehan. Nobene kondicije več nimava. 51. 51. Še 349. No, pojmo naprej. Razgled je pa lep. Se sploh, tu je vse drugače Turčija, ti veliki hribi. Edino tale otok je grški tukaj in je prvi dejansko. Zdaj imamo od tukaj še 60-70 mil do Rodosa. 101. Nadaljujeva. Mislim, da mogo začeti teči počasi. Tole je že zame hudo. Kaj? Regrad? Ja. Ja, Timi tamle samuje. 351, se pravi, sem še 50 stopnic je do vrha. Jaz sem na vrhu. To je vrh. To je to. Vidimo, kam se da še tle naprej, ampak po moje ne bo šla. Kaj pa so spet pozabila? Vzeti vodo. Tako da nadalje po moje ne moglo več. Brez vode. Ja, šle naprej je tako nekje letališče. Se drugače ni dolg, tako da če bi hodil še naprej, bi bil hitro na drugem koncu. To je dejansko to. Izgled je lep. Odlično je za jutranje telovadbo. Zdaj pa lahko nazaj dol. Kruhek, svež kruhek. Mehak kruhek. Vrhunsko. To pa že nisva kakšno leto imela tazga kruha. Ja. Dobro, da imamo neki salame. Že vem, kaj bom danes jedel. Ok, čista voda. Zdaj gremo pa na Timija pa nazaj. Kaj? To bolj na vrh treba več, ne? Ja, bi zašli. Kolikšna želva.
tole ima sigurno 1 meter. Ful velika, jaz sem se že ustrašil, da mi kakšne skale ven ne gledajo. Sem bil not v jadrnici, pa zdaj ven pridem, pa tole zagledam. Sem pa že videl eno sliko tukaj z tega otoka, te, ki so pač na Google Mapsih, pa to je ena ful velika želva bila slikana. Se pravi, da verjetno so tle kar želve, da jih je kar neki. Ful dobro. Ponovadi niso toliko časa na površju, pride gor, zajeme zrak, dvakrat zajeme zrak in gre lahko do 20 minut, pol ure nazaj v vodo. V glavno, evo, zapuščava otok in greva na tegale malo še ne 3 vozle. Povej ti. Castello Riso. Castello Riso. No, zapuščava otok, sva ga zapustila, Castello Riso. Castello je grad. Kaj sem pa jaz zdaj naredil? Krajc kruha sem odrezal in sem ga probal. In nič ni sladek. Ja, vrhunsko. Kruh kot doma. Tazga pa nisva jela že 2 let. Ja, 2 let že nisva tazga kruha jela. Evo, malo čisto pravi kruh, svež, pa domače salame, kmetija Kogura, evo. Pikantna pa goveja, da zdaj je to. Kruh po moja usta. Tukaj naj bi bil ta zaliv noter, tamle nekje naj bi sidrala 60 metrov globine. Tako da danes bova tukaj do večera, da naredijo voda, se mogoče malo kopava, potem pa zvečer nadaljujeva proti Rodosu. Evo jugo, mislim jugo, ko se tle reče. Jugo je bolj na Jadranu. V glavno piha z te smeri, tako da bomo šla z vetrom. Upam, da bo tam nadol, greva lahko tam malo za te skale od zadaj noter, tako da bo merno. Več tale vidim, tudi je noter se da iti, samo ne vem pa kakšne so globine. Glavno, sidrava tukaj. Ne moram verjeti, da vidim na 10-15 metrov globine verigo pa sidro. Tega niso pa že doživela, ne vem. Glavno, zdaj bom pa tale vodo naredila, pa če ne bo premrzlo. Grejo v vodo, drugače bom pa takratek neopren oblekel, 3 mm ali 2,5, koliko je že, da nam glih zmrzno, jaz rabim toplo vodo. Tak lep zalivček, sicer je glih zdaj odprt, piha sem, no takole malo, ampak ni hudega. Pol naj bi itak spet ponehalo zvečer, po noč pa začelo fajn, jutri bo pa že pihalo, ba je. Tam do 40 vozlov skoraj, takrat bomo že nekje blizu Rodosa. Do Rodosa malo dobrih 60 mil, 65, tako da bo če štartava danes popoldne zvečer, bomo jutri dopoldne zjutraj tam. Nam je, da so štartala proti Rodosu počas, greva res počas, že tako bo sred noči prišla. Samo ne vem koliko, 60 ali 50 mil. Tako da nadaljujeva samo na Genova, greva 4 vozle, nočeva biti prehitra. Ja, to je Turčija še vedno, za nama Grška, 2 otoka, to je to. Prispela sva na Rodos po cele nočni plovbi, dal sem že gumenjak v vodo. Tudi so pripravljena, so tle na enem sidrišču, so edina. Zaenkrat je v redu, ampak zasidral sem zato tukaj, da greva tamle nekje Lidl, da greva v trgovino, da ne bo rabila pol par kilometrov hoditi, bom šla kar z Dingijo tamle čez. Pa dvigneva sidro in greva na ono stran Rodosa, kjer bo v zavetju. Danes je namreč tale napovedano, da bo pihalo popoldne z te smeri do 40 vozlov vetra.
in ne moramo tukaj ostati. Tako da zdajle zjutraj za to urco, dve, ki greva tam na kopno, bo pa v redu. Če pa tle lepa čista voda, se lepo vidi vse noter, evo tisti samo bolj kot namivka, se lepo vidi 6 metrov globine, sidro dobro drži. Nič, zdaj se pa zrihtamo, kava je že kuhana, že skuhal. Ding je pripravljen, motor dela, moram dati sem še veslano za vsak slučaj, ker nikoli ne veš, kaj ga primem spet. In potem odrinjava na obalo Rodosa. Včeraj so naju podili tam, ki so bila zasidrana na onem otoku. Zdaj so hotla in tale ven je kao privat shipyard in naj ne pustijo tle, da ga pustiva gumenjak. Tudi ta Grč je očitno vsako leto slabš. Očitno, ne vem. Videla, kako bo naprej, ampak zdaj smo drugi dan na grških obalah, pa drugi dan naj že podijo. Niso nič kaj prijazni. Pa tudi lahko bi malo lepš delali kakorkoli, ne pa da pridejo pa začnejo se drti nate stran. Povej kaj je, ne pa da se dereš name v kreten. So potegnila gumenjak ven. Zdaj pa tle na cesto pa peš naprej okoli tega privat shipyarda. Ena križarka je prišla. Glavno se ne bova dolgo, samo tako greva v Lidl, ker je tle v bistvu dejansko edini. Ker če pol tam, ki se bova presidrala, je pol ene par kilometrov v eno smer za iti. Zdaj je bolj enostavno, da smo tle sidrala na hitro. Ja, že smo na glavni cesti, tako da ne bo daleč za iti. Ne bodo naj ustavili. Našla sva Lidl. Premaknila so se naprej, tukaj nekje za tolele ladjo, Marella Discovery. Bo nekje sidrala. Kakor sem videl, je označeno sidrišče, pa tudi na Google Maps sem videl, da so že sidrane, se pravi, ne bi smel biti problem. Tako da greva tukaj nekam. Pa tu je stari del mesta, skozi tako okoli obzidje. Sem že dvakrat bil na Rodosu, Natalija tudi, tako da že malo poznava. Tako da bo super tle, če lahko sidrava. Kako se počutiš na Rodosu? Dobro, ni? Evo, vreme se je zrihtalo, jadrnico smo zasidrala. Zdaj me bo pa Natalija pelala tle po Rodosu. Ona že vse to ve. Čeprav sem bil dvakrat po 10 dni, meni se zdi že toliko. No, jaz nisem bil toliko. Sicer mi smo imeli kolesarsko dirko, zato sem bil tle, ampak vseeno, glavno. Malo Rodosa poznam. Ok, fajn, ki je lepo vreme, toplo. Zato sva zjutraj hitela sem na tole središče, ki sem vedel, da bo tle zavet. Zjutraj so že prebavali, tam se vidi, ko en gumenjak skače. Ampak imela so zdaj tle v zavetju v bistvu te ladje, potoka, pa še vedno 38 vozlov je bil maksimalni sunk. Žal mi je samo mogoče, da sem malo več verige spustil. Vse drži, ampak sem zaradi tega, da bi mogoče malo bil siguren. Zdaj tle, da so že skale. Sicer je še dosti
prostora, ampak vseeno. Drugače pa ni problem. V glavno po noč bo ponehalo, do noči bo pa pihalo. Medva malo po Rodosu, ja, malo pogledati, kako izgleda, da se malo sprehodilo, zdaj čas, da začneva malo več migati, ne. Do zdaj nismo mogli, v Egiptu se nismo smela nikjer sprehajati, Sudanu se nismo imela kje dejansko, en mesec pa pol, skoraj 2, nismo nič nikjer, nazadnje na Maldivih, tako rekoč. Težko se odločiti, kam mi tukaj. Evo, bomo en krog naredila, ne? Ko smo se dopoldne sprehajali, je bilo čisto polno mesto turistov, ko so bile 2 križarke velike, da so po obe izplule, da se ful pozna. Bonjour Gérard. Bonjour Natalia. Bonjour Natalie. Hi, Gerard. Evo, kličeva Gerarda na Martinik. Oh no, wow. No. Sem že malo pozabil, kako je v Grčiji. Mi je kar všeč. Bi se komot navadil tlele par mesecev biti. Edino veliko denarja bi rabil, ampak v redu. Evo, kakšni lepi drevesi. Glavno, da se tle malo sprehajava. Res je fajn. Jaz sem sicer imam namen danes iti teč, po ne vem kolikem času, v kolikih mesecih, ampak grem lahko tudi pol, ko bo že tema, tako da Natalija malo čudno gleda, zavija z očmi, ampak ne vem, kaj to pomeni. Mislim, da ne bom. Ne vem, če ti bo uspelo. Zakaj ne? Ne verjamem. Sva prišla pa tle do grada, ampak se bo zdaj kmalu zaprl, tako da ne vem, če bova lahko kaj dosti videla. Bova šla pa jutri še enkrat. Če pa ful dobro. Mi je Rodos všeč, ta star del. To obzidje, pa vse, kar je tle noter. Ja, so že kar nekaj kilometrov naredila, so že malo utrujena, tako da zdaj bomo sem na Izi še tlele malo počas. Pa greva nazaj na Jadrnico, se guncat.